Pozdravljeni vrtičkarji, v tokratnem nasvetu se bomo posvetili temu, kako v zaprtih prostorih nekako zmanjšujemo populacijo mravelj. Govorim o črnih mravljah, torej tistih mravljah, ki jih srečamo tudi na vrtu, iz koder tudi pridejo v naše bivalne prostore, če živimo v hiši ali tudi v bloku. Skratka, mravlje nekje v mesecu maju začnejo počasi vdirati tudi v bivalne prostore in seveda tam, kjer iščejo vodo in hrano, lahko zgradijo kar množične populacije. Najlažje jih bomo v zaprtih prostorih enostavno ustavili na ta način, da jim bomo nastavili takele hiške. Tole so, bi rekel, kot neke, hiške, v katere bomo dali vabe. In te vabe, tole je pa takole, bi rekel, takale raztopina, bodo mravlje, ko se bodo sprehajale po poti, torej pač nastavimo te hiške tam, kjer imajo svojo pot, ali pač tam, kjer najdemo v notranjih prostorih večja mravljišča. Nekje do 5 ml tegale koncentrata nakapljamo v tele prekate in zapremo. Najlažje seveda in tudi najbolje in pravilno je, da to postavimo tole hiško postavimo na stalno mesto, nakapljamo tale koncentrat, torej vabo, ki jo odnesejo v svoja mravljišča in tam seveda mravlje zastrupijo celotno populacijo. Nato pokrijemo s temle pokrovčkom in pustimo na stalnem mestu. Pazimo, da to ne počnemo tam, kjer je možnost seveda izpiranja dežja in izpiranja v okolje in pa seveda tudi stran od neposredne sončne svetlobe. Vsa navodila so vedno na zadnji strani, tako da se držimo kar teh navodil. Treba je vse te pripravke uporabljati varno v skladu z navodili. Vkolikor nam zmanjka vabe za mravlje, seveda lahko kupimo tudi v embalaži, lepo zapakirane 2 flaške te vabe za mravlje, tako da nam ni treba vedno kupovati tudi celotnega kompleta s hiškami, ampak preprosto kupimo samo vabo za mravlje in jo nakapamo v hišice. Meseca maja se na okrasnih sadnih in pa tudi na vrtninah pojavijo škodljivci, kot so listne uši, kakšni rastlinjakovi ščitkarji, tripsi. Če želimo ustaviti tisti prvi pojav teh škodljivcev, kar je seveda vedno priporočeno, uporabimo tole Raptol sprej, pršilko, na osnovi piretrinov in pa navadne ogrščice. Škropimo vedno zjutraj ali pa zvečer. Na okrasnih rastlinah pazimo, da ne pride do kakšnih poškodb. Vedno najprej preizkusimo, šele potem poškropimo celo rastlino. Vedno se ravnamo tudi po navodilih na zadnji strani. Za škropljenje na sadnem drevju in pa na vrtninah upoštevajmo karenco, torej se pravi čakalno dobo 3 dni. Po 3 dneh lahko seveda pridelek tudi uživamo. Kaparji in pršice so večni problem, tako na sadnih kot seveda tudi v okrasnih rastlinah. Pršice največkrat napadajo okrasne rastline v notranjih prostorih tekom zime. To so pršice prelke, ki jih spoznamo po pajčevinasti mreži, enako kot bi rekel pajkovce. Listi so taki belkasti z belimi pikicami. Na zadnji strani, na spodnji strani listov, ob listnih žilah se pojavijo tudi kaparji v obliki, spoznamo jih kot neke školjkice. Pršice in kaparje poškropimo z Promanal, tole pršilko, na osnovi parafinskega olja. Navadno zadošča lahko že eno škropljenje, če pa ne, pa škropljenje v tedenskih razmakih ponavljamo, toliko, da ustavimo napad pršic ali kaparjev. Kaparje seveda najdemo tudi na stebelcih, na zadnjih listnih žilah. Pršice spoznamo kot sem že povedal, po teh pajčevinih. Na listih pa vidimo tukaj drobne bele pikice. Optimalen čas za škropljenje s Promanalom je seveda zvečer. Pazimo na sonce, da ne škropimo v soncu, da ne pride do ožigov na listih. Pred uporabo vedno dobro preberimo navodilo, da ne pride do kakšnih nezaželenih učinkov. Uporabljamo seveda varno, če škropimo višje rastline, imejmo seveda zaščito, zaščito obraza, se pravi kakšno obrazno masko in pa seveda rokavice.